Škodin Elroq je brez težav tudi prvi avto pri hiši. Družinsko je nadvse uporaben, ima nešteto pametnih rešitev in veliko uporabnega prostora. Za dnevne izlete ali vožnje v službo bi pa morala biti tudi baterija dovolj velika, sploh če se odločite za največjo od treh. Pokažem. Imam srečo, da je ravno danes ena predstavitev avta na obali, pa bom izkoristil priložnost, da vidim, kakšna je poraba in koliko me mora biti strah, ker grem toliko daleč na elektriko. Seveda bo hitrost takšna, kot so omejitve, torej 130 na uro, nič šlepanja za šleparje in podobne neumnosti. Vem, da bo poraba do morja majhna, ker je na koncu dolg klanc dol, nazaj bo pa malo drugače. Evo, Portorož, poraba 18,3, za hotel reči litra, ne, 18,3 kWh, baterija 68%, vožnja pa zelo umirjena, pa še zdaj nisem bil najpočasnejši na cesti. V glavnem, dokler te ne skrbi za doseg, se dejansko zelo prijetno voziti s takšnim avtom. Matej je šel delat, tako da vam bom jaz povedal, zakaj je vožnja s takim avtom prijetna. Prvič zato, ker je vožnja tiha, drugič zato, ker res lepo zvezno vleče in tretjič, ker je Elroq na splošno prijeten. Poleg številnih rešitev, ki jih ponuja tako prtljažniku kot kabini, mi je še posebej všeč projekcijski zaslon. Za tega pravijo, da podpira obogateno resničnost, pri čemer med vključeno navigacijo prikazuje določene simbole in posledično morate gledati samo še na cesto in nikamor več drugam. Pri modernih avtih se mi ne zdi posebej pomembno poudarjati, da zdaj pa res podpirajo CarPlay, Android Auto, ker je to na voljo že pri vseh in na ta način lahko potem čisto enostavno uporabljate svoje najljubše aplikacije. Recimo vreme. Right now in Portorož, it's 16 degrees and cloudy. Today, it'll be cloudy, with a forecast high of 16 and a low of 9. Vse ve. Bolj pomembno se mi zdi, kako se Škoda res potrudi pri vseh ostalih rešitvah, ker poslušajo svoje uporabnike in jim želijo kar se da ostreči. To se lepo vidi v notranjosti, kjer za razlike od ostalih znamk v skupini je še kar nekaj gumbov, tako na volanu kot tudi tukaj, čeprav tule mogoče vsi niti niso potrebni. Lepo so prilagodili tudi multimedijski zaslon, da so nekatere zadeve res hitro dostopne. Evo, lep primer, najbolj osovraženi opozorilniki minulega leta. Težiti, ker se pelaš 1 km prehitro. Evo ga, nič več. Težiti, ker črte na ceste niso lepo narisane in pol ti popravlja volan. Evo ga, spet nič več. In to so tiste malenkosti, ki pri novih avtih tudi skrbijo za prijetno vožnjo. Evo, moje delo je tukaj zaključeno, Matej se tudi že vrača, kar pomeni, da bo lahko šel domov, jaz grem pa nazaj na svojo polmetrsko jahto. No in isto bi bilo recimo, če bi svoje otroke peljal v Portorož. Ja, čist realen primer. Do sem je porabil 32% baterije in skoraj ziher sem, da jo bodo doma porabil malo več, ampak ne pa preveč. Ključ in z Bogom. Ena stvar, ki jo ves čas poudarjamo pri volanu, je ta, da je bistveno bolj od vsega pomembno, kako se avto polni. Sej 77-kvorna baterija tudi doseg načeloma ne sme biti problematičen. Tukaj sem imel pri polni bateriji preko 400 km. Z vožnjo samo v mestu bi pa zlahka dosegel še precej več. Ampak, ko grem na daljšo pot, je seveda pomembno najprej, da so na poti polnilnice, da so proste in da se avto potem tudi čim prej napolni, ne? Škoda ima po novem v svojih modelih tudi predgretje baterije tukaj v meniju, s čimer se kar lepo poveča moč polnjenja, tako da se to definitivno splača vklopiti, ko veste, da se približujete polnilnici. Vrnil sem se v Ljubljano in priklopil Elroq, evo, začel se je poln 140 kW. Baterija je bila skoraj idealno prazna, 29% mi je še ostalo, kar pomeni, da elektronka dovoli toliko hitro polnjenje. Teoretično Škoda sicer obljublja največ 175 kW, kar pomeni, da sem se še kar približal tej cifri in v tem primeru bi se od 10 do 80% napolnila v 28 minutah, kar pa tudi ni tako težko zdržati celo z družino, ne? Ja, še malo pa bo. Vmes lahko dolijete še malo tekočine za stekle, če imate dovolj časa, ker ima Škoda tak fin lijak, da ne teče vse okrog. Tako da, evo, tudi za električnim avto se da čisto lepo preživeti. Mimogrede, jaz ga polnim samo zaradi snemanja, v resnici se sploh ne bi rabil ustaviti, ker grem domov in ga tam lahko priklopim lepo na svojo polnilnico.